Po srednji šoli sem se odločil med družboslovjem in naravoslovjem in ko sem razmišljal, se mi je zdelo računalništvo še najbolj veda, znanost, kakorkoli to imenujemo, ki je še najmanj namenjena sama sebi, ki je nekako vedno v funkciji vseh drugih področji in zato sem se tudi odločil. Takrat je seveda vlogo igralo tudi to, da če si bil primerno uvrščen na sprejemnem izpitu, si bil oproščen oziroma je bil zamaknjeno služenje vojaškega roka, tako da je tudi to nekaj odigralo eno vlogo pri moji izbiri, ampak za to izbiro mi nikoli ni bilo žal. Leta študija to je bil zelo dinamičen čas, to so bili prvi resni koraki na področju spleta, skratka več predstavnosti multimedijev. Spomnim se, da smo študenti na pobudo profesorja Divjaka takrat organizirali posebno multimedijsko skupino, pripravili smo prvo spletno stran fakultete, ki je bila, mislim, da če se ne motim, 3. spletna stran v Sloveniji tisti čas. In to iz tistega časa je mnogo anekdot in res to je bilo eno krasno obdobje, kjer smo tukaj ždeli za računalniki in odkrivali te skrivnosti spleta, ki so šele leta kasneje mogoče prodrla do najširših množic. Skratka, res je eno zelo dinamično, zabavno, zanimivo obdobje. V tistih časih sem se prvič srečal s temi multimedijskimi orodji, ki so takrat se pojavljala in sem se zelo hitro navdušil nad montažo in oblikovanjem zvoka, gibljivih slik, animacijo in sošolci takrat z računalništva smo eno zimo na smučanju takrat celo posneli en film, ki je zelo zabaven. Mislim, da je celo bolje, da ga slovenska javnost zaenkrat še ne vidi. Ampak to so bili že prvi koraki, ki so mi dali vedeti in takrat sem spoznal, da je ta svet audiovizualnega omogoča, da sproščam svojo kreativnost in da znam in zmorem s temi sredstvi komunicirati in potem sem se tudi odločil, da dopolnim študij, da se vpišem še na AGRFT, kjer sem kasneje potem diplomiral iz filmske in televizijske režije, ampak vsekakor so mi ta leta na študija računalništva pomagala razvijati občutek za to, kaj se z določenimi kreativnimi orodji da narediti in kaj je tisto potrebno, kar mora vsak posameznik dodati, da nadgradi zgolj neko formo z vsebino. Torej, glede na to, da živimo v dobi copy and paste, se pravi kopiraj in prilepi, bi si predvsem želel, da bodoči študenti uporabljate svojo kreativnost in pokažete kaj več.